Spoštovani gledalci in gledalke Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji si lahko ogledate Spominska akademija ob 83. obletnici padca Pohorskega bataljona. Na Osankarici slovesnost v spomin Pohorskemu bataljonu. 23 let od smrti doktorja Jožeta Pučnika. Predavanje s predstavitvijo knjige Je moje življenje gora. Predstavitev dolgotrajne oskrbe v Centru za starejše Metulj. V hudi nesreči na avtocesti pred Slovensko Bistrico umrla ena oseba. V Bistriškem gradu je pretekli četrtek potekala spominska akademija ob 83. obletnici padca Pohorskega bataljona. Zbrane je uvodoma nagovoril župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Predavanje na temo Partizansko Pohorje s poudarkom na Pohorskem bataljonu je izvedel dr. Marjan Žnidarič, nekdanji direktor Muzeja narodne osvoboditve Maribor. Kot smo slišali, ravno danes mineva 83 let, tudi takšen snežni dan je bil s svežim snegom zjutraj, tisti usodni dan, ko je v tem tihem zavetju pohorskih smrek pri treh žebljih blizu Osankarce na Pohorju neenakem boju z mnogomočnejšim sovražnikom izkrvavelo 69 borcev in bork. Bataljon je takrat postal legenda za širše območje Pohorja, pravzaprav že pred usodnim 8. januarjem. O njem se je govorilo že precej časa, tako rekoč od njegove ustanovitve oziroma od takrat, ko na Pohorju začel izvajati tudi akcije. Vanj se je upalo. V njem so ljudje videli svetlo zarjo svobode v času, ko je nacistična zver z že nalomljeno hrbtenico počela še huda grozodejstva po vseh evropskih bojiščih. Pohorski bataljon je bil upanje v prah poteptanih Slovencev, ki jim je okupator namenil fizično uničenje. To upanje je raslo in postajalo resničnost za vsako od skoraj 120 akcij, ki so jih borci in borke bataljona izvedli v približno 4 mesecih svojega delovanja. S padcem bataljona je upanje preraslo v legendo. Legenda so postali že nekoliko ostarali porhovski kmet Alfons Šarh Iztok, on je sicer takrat bil 50 let star, svojo častitljivo sivo brado, pa njegovi mladoletni sinovi Vanček, Pepček in Lojzek, ki so se še kot otroci pridružili očetu v boju za domačo grudo, pa zdravnik Dušan Bravljak Mrož, pa neustrašna Pavla Mede Katarina, ki je vodila ženski vod, ena redkih enot, ki je imela poseben ženski vod v svojem sestavu, pa Silva Breznik Silva in neustrašni Minka namestnik Sonja, ki so zaradi njunega poguma sovražniki še mrtvi občudovali, pa Jože Knific X in vsi ostali, ki so v cvetu mladosti in svobodoljubnega zanosa darovali svoja mlada življenja za veliko stvar, ki se ji reče svoboda. Ker pa je letošnje leto jubilejno, saj mineva 85 let od začetka oboroženega odpora proti fašističnim okupatorjem na Slovenskem, ne bom govoril samo o bataljonu kot legendi oziroma slovenskih Termopilah, ampak predvsem o veličini in pomenu partizanskega Pohorja kot eni od zibelk slovenskega oboroženega odpora med drugo svetovno vojno. S tem pa želim tudi osvežiti naš zgodovinski spomin na tista velika a krvava leta. Opozoriti želim predvsem na dejstvo, da so bili na Pohorju partizani tudi že pred bataljonom. Od samega začetka vstaja in tudi po tragičnem padcu bataljona Pohorje ni dolgo ostalo brez partizanske enote. V kulturnem programu sta nastopila Peter Skrbiš in Marjan Krajnc.
Treh žebljih pri Osankarici je v soboto potekala spominska slovesnost ob 83. obletnici padca Pohorskega bataljona. Na prireditvi, ki jo je v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica pripravil Zavod za kulturo Slovenska Bistrica, je bil slavnostni govornik, predsednik slovenske vlade, dr. Robert Golob. Padec Pohorskega bataljona je bil velik udarec za odpor na Štajerskem. Hkrati neizmerna spodbuda, ki je upor še bolj prešla. Po zaslugi partizanov in koga drugega smo Slovenke in Slovenci sami osvobodili svojo domovino in drugo svetovno vojno končali kot del protinacističnega zavezništva svobodnih narodov. Narodov, ki so želeli postaviti nov svet, brez sovraštva in brez vojne. Pohorski bataljon pa se je v zgodovino zapisal kot večni simbol slovenstva, kot večni simbol Štajerske. Spoštovani in spoštovane, danes se moramo vprašati, kaj nas ločajo ti junaki v tem modernem času. Svet okoli nas je žal spet poln konfliktov, zatiran in grožen. Vojna divja nedaleč od nas, tudi genocid v Gazi še kar poteka, kljub temu, da je izginil iz naslovnic svetovnih medijev. Nova žarišča konfliktov se odpirajo v Latinski Ameriki in na Arktiki. Narodno pravo, ki je najbolj ščitilo rabo narode kot je slovenski, izgublja svoj pomen. Argument moči v mednarodnih odnosih oblikuje novo realnost. Vajati številnih držav, tudi največjih, najmočnejših, držijo v rokah populistični avtoritarni politiki. In svet postaja vsak dan bolj nevaren. Tudi v Evropi je pojav skrajne desnice vedno bolj reč družbene borbe. Vidimo ponoven vznik fašizma, simpatizerje nacizma, vidimo desne populiste, ki netijo družbeno sovraštvo. Vidimo vse več nasilja, tako med mladimi kot tudi med odraslimi. Slovenija danes še ostaja svoboden, liberalni otok svetega zbirkanja Evrope. Vendar, gospe in gospodje, tovarišice, tovariši, tudi na naša vrata trkajo iste ideologije, proti katerim so se borili in pred katerim so padli v teh gozdovih. Zato moramo na tem svetem mestu ponosno in odločno reči spet, nikoli več. Vrednote slovenskega človeka so neuničljive. Verjamem, da ne glede na globalne trende ali poskuse višanja vrednot strani skrajne desnice, so vrednote trdega dela, solidarnosti za sočloveka in upora proti krivicam, ki področja pohleb, še vedno neuničljivo jedro svobodnega slovenskega človeka. V zadnjih letih ta koalicija, ta vlada pokazala, da je možno učinkovito, predvsem pa vključujoče voditi naše države. Pokazali smo, da je narod države na prvo mesto postavil ljudi, da omogoča zaposleni ustrezne delovne pogoje in ustrezna plačila, da zagotavlja starejšim dostopno dolgotrajno oskrbo in dostojno življenje, da mlade preko šolskega sistema pripravlja na uspešno življenje, da vsem omogoči dostop do javnega zdravstva in da mladim omogoči dostop do javnih stanovanj. To niso naključni ukrepi. To je naša zavestna odločitev, da gradimo skupnost, ne pa razkrojena družba. Zato ni vseeno, kdo vodi Slovenijo. Ni vseeno, ali oblast razume državo kot skupno dobro ali pa kot plen. Ni vseeno, ali spoštujemo zgodovino ali pa jo zanikamo. Zgodovina ni zgolj to, kar se je zgodilo, ampak predvsem to, kar iz nje črpamo do današnje dni. In zato niti najmanj ni vseeno, ali gradimo prihodnost na politiki sovraštva
ali pa izberemo solidarnost in svobodo. Kdo je tisti, ki danes iz dneva v dan širi lažne govorice, lažne novice? Kdo je tisti, ki v naši zgodovini ustvarja, iz naše zgodovine ustvarja prepir in delitev? Kdo reže glave spomenikom slovenske zgodovine? Kdo spet briše svastike in kdo misli, da bo v državi lahko nemoteno širil sovraštvo samo zato, da se dokoplje do oblasti. Spoštovane in spoštovani, zgodba Pohorskega bataljona nas opominja. Svoboda ni samoumevna. Zahteva pogum, da se postaviš po robu, počneš. Žal, zahteva tudi žrtve. Predvsem pa zahteva, da se nikoli ne predamo. V Sankarici se ne zbiramo zaradi preteklosti same. Zbiramo se zato, ker nas ta preteklost zavezuje. Zavezuje nas, da stanemo pokončni, da branimo resnico. Da se upremo normalizaciji sovraštva in da ohranimo tako državo, ki bo vredna žrtev teh ljudi, ki so tu padli za našo svobodo. Z velikim veseljem in ponosom se vam zahvaljujem za vašo pozornost in zaključujem. Naj živi svobodno Pohorje. Naj živi svobodna Štajerska, naj živi svobodna Slovenija. V imenu občine Slovenska Bistrica je venec k spomeniku položil tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Ampak ne gre samo za spomin, gre tudi za opomin na vrednote, ki so jih pravzaprav borci Pohorskega bataljona poosebljali. Govorim o skrbi za dom, govorim o domoljubju, govorim o skrbi za narod in vsemi temi vrednotami, kar je povezano. In ohranjanje teh vrednot še kako aktualno tudi danes, za naši prav so okoliščine sicer drugačne, vendar so vse te vrednote še kako na preizkusu. In ne nazadnje smo mi tudi borcem Pohorskega bataljona dolžni ohranjati tisto, za kar so si prizadevali. En kamenček v mozaiku prizadeva za samostojno Slovenijo, mi smo Slovenijo dosegli, vendar je zdaj na nas, da to tudi ohranimo Slovenijo in ohranimo slovenstvo. V kulturnem programu so nastopili moška komorna skupina Kut Lojze Ožler Zgornja Ložnica, zborovodjem Mitijo Krajncem in recitatorji osnovne šole Partizanska bolnišnica Jesen Tinje. Preteklo nedeljo je minilo 23 let od smrti dr. Jožeta Pučnika, ene najpomembnejših osebnosti slovenskega osamosvajanja. Svojim delom, pogumom in jasno vizijo je odločilno zaznamoval zgodovino naše države. Ob obletnici njegove smrti sta se mu na pokopališču na Črešnjevcu poklonili delegacija Slovenske demokratske stranke in delegacija občine Slovenska Bistrica, ki jo je vodil župan dr. Ivan Žagar. Spomin na dr. Jožeta Pučnika so počastili s polaganjem cvetja na njegov grob in se mu zahvalili za vse, kar je prispeval k samostojni Sloveniji. Zbrane je nagovoril predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. Zdaj opomin na eno veliko razliko med tem, kar je dr. Jožet Pučnik bil, in med tem, kar so bili tisti, ki so ga preganjali. Zdaj dr. Jožeta Pučnika so preganjali tisti ali pa ponosni nasledniki tistih, ki so v verjetno enem najtežjih trenutkov zgodovine slovenskega naroda ta narod vzeli za talca, ki so ga žrtvovali za to, da so prišli na oblast. Dočim je dr. Jožet Pučnik prišel iz sodobne tujine, takrat, ko ga je slovenski narod krvavo potreboval in je prišel temu narodu pomagati. Velikanska razlika med vrednotami, ki jih je zastopal on, in vrednotami tistih, ki so ga zaprli, preganjali, izgnali iz domovin. Zdaj ta pristop dr. Jožeta Pučnika, se pravi pristop, da ti gre za skupno dobro, da ti gre za stvar, da ti gre za koristi in dobrobit slovenskega naroda,
skušamo živeti in udejanjati naprej tudi v stranki, ki jo je dr. Jože Pučnik izjemno zaznamoval, pravzaprav postavil v ospredje slovenske zgodovine v ključnem času, ko si je slovenski narod sam pisal svojo usodo in ko je sam sebe postavil na svetovni in evropski zemljevid kot narod s svojo državo. Zaradi tega je naziv, ki mu ga dajemo, s katerim ga opevajo zdaj tudi pesmi Oče slovenske države, tisti stavek, zaradi katerega se vsako leto tukaj zbiramo ob njegovem grobu. Dr. Jože Pučnik počiva v skromnem grobu, tako kot velikanska večina tistih, za katere se je boril v svojem življenju. In zdaj ta skromnost nič ne znižuje veličine njegovega dejanja. Pravzaprav je to nekaj, kar ga povzdiguje na tiste, ki so si skušali z marmorjem pa bronastimi kolosalnimi spomeniki postaviti spomin, čeprav si tega spomina v takšnem smislu ne zaslužijo. Torej, hvala vsem, ki se vsako leto srečujete tukaj, ki prihajate sem na grob očeta slovenske države z mislijo: hvala ti, oče slovenske države. V knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je pretekli ponedeljek potekalo predavanje s predstavitvijo knjige Je moje življenje gora. Predavali sta Nataša Privošnik, protagonistka knjige, in Marta Rojnik, Natašina prijateljica in spremljevalka v gorah. Nataša Privošnik je izjemna ženska, ki je kljub številnim zdravstvenim izzivom našla nov smisel v gorah in plezanju. Njena življenjska zgodba je zapisana v knjigi Je moje življenje gora in je pričevanje o vztrajnosti ter spodbuda za vse, ki se soočajo z življenjskimi preizkušnjami. Avtorica knjige Irena Štusej se je vživela v Natašino doživljanje in zapisala zgodbo, ki spodbuja sprejetost tudi tistih invalidnosti, ki na prvi pogled niso vidne. Marta Rojnik je Natašina zvesta spremljevalka na pohodih in deli njeno ljubezen do narave, gibanja in premagovanja osebnih mej. V Centru za starejše Metulj Slovenska Bistrica je pretekli torek potekala predstavitev dolgotrajne oskrbe. Ureditev sistema dolgotrajne oskrbe je v slovenskem prostoru razmeroma nova in pri številnih posameznikih odpira vprašanje glede pravic, postopkov in možnosti uveljavljanja storitev v praksi. Na dogodku je predavala Veronika Perc, ki je zaposlena v programu Kalmana v vstopni točki za dolgotrajno oskrbo na Centru za socialno delo Maribor. Strokovna sodelavka je uvodoma povedala, kakšen je postopek uveljavljanja pravice do dolgotrajne oskrbe. Vlogo se da na Centru za socialno delo, lahko jo dodate, lahko tudi na vaše enoti, to ni treba pošiljati ali nositi v Maribor. Vse enote Centrov za socialno delo sprejemajo vloge. Vlogo lahko date tudi po mailu, lahko jo po pošti pošljete ali pa osebno prinesete. Potem, ko pridete na vrsto, to je zdaj žalostna novica, zasuti smo z vlogami in do decembra smo rešili avgustovske vloge. Tako da zdaj rešujemo septembrske. Obljubljene imamo dodatne zaposlitve, tako da jaz mislim pa z eno boljšo organizacijo, da bo do poletja zadeve stekle, da bomo prišli na tekoče. Se naša zaposlena, ki ima licenco za ocenjevalca, pri vas najavi na domu za ocenitev. To pomeni, da pride domov z enim vprašalnikom, traja približno 1 uro in vas izpraša vse možno, ampak nič neprijetnega. Od tega, če še sami kuhate, če greste sami v trgovino, če lahko sami po stopnicah hodite. Skratka, mi želimo ugotoviti, kje in na katerem področju življenja vi potrebujete pomoč.
Veronika Perc je v nadaljevanju podrobneje predstavila pravice in storitve dolgotrajne oskrbe, med drugim tudi dolgotrajno oskrbo na domu. To je oblika pomoči, ki se izvaja, tako kot sem rekla, s pomočjo teh centrov za pomoč na domu, ki imajo zaposlene oskrbovalce, oskrbovalke. Nažalost jih imajo premalo in zdaj dobivamo informacije, da nikakor ne morejo naših izdanih odločb uresničiti. To pomeni, da vi lahko na mesto ur, recimo tu imam napisano, če ste razporejeni v prvo kategorijo, to je najnižja kategorija, vam pripada 20 ur na mesec te pomoči na domu. Zaradi hude prometne nesreče je Štajerska avtocesta med priključkoma Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica jug zaprta v obe smeri. Trčila sta kombi in cisterna, zato je prišlo do obsežnega požara. Ja, ko smo bili obveščeni nekaj čez 8 uro, je šlo za prometno nesrečo z večjim požarom, ker je bila udeležena priklopnik s cisterno z gorivom, dizelskim gorivom in pa kombinirano vozilo. Takoj, ko smo šli na kraj, vodja intervencije Luka Rojs tudi aktiviral sosednja društva v pomoč, ker je že bilo vidno veliki snop dima. Tako da na koncu je bilo na mestu okoli 80 gasilcev iz 7 gasilskih društev in gasilske brigade Maribor. Po neuradnih podatkih naj bi v nesreči umrl en človek. Kaj se je zgodilo? Take podatke imamo mi, ena oseba je preminila na kraju, 2 sta bili pa poškodovani, oskrbljeni strani reševalcev pa naše prve pomoči in odpeljani v UKC Maribor. Po hudi nesreči je bila Slovenska Bistrica praktično blokirana. Številni vozniki so obtičali v zamašku tudi na obvoznih poteh.